Lepo zdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No, in v tem videu bomo mi raziskovali Chainlink in to po predlogu našega gledalca. Ampak, preden začnemo, dajmo si najprej pogledati, o čem se ta projekt sploh gre. In imam tukaj že urejene zapiske. Chainlink, torej Link, je decentralizirano omrežje orakljev, ki omogoča pametnim pogodbam na blockchainu dostop do zunanjih podatkov v realnem času, kot so cene sredstev, vremenske napovedi ali športni rezultati. S tem rešuje ključno težavo pametnih pogodb, njihovo nezmožnost komuniciranja z zunanjimi viri brez posrednikov. Chainlink uporablja varne in preverjene podatkovne vire, ki jih zagotavljajo neodvisni operaterji vozlišč, kar povečuje zanesljivost in varnost blockchain aplikacij. Njegov žeton Link se uporablja za plačevanje storitev orakljev v omrežju ter motivacijo vozlišč za zagotavljanje točnih podatkov. No in smo pri prvi sekciji našega pregleda in to je, kjer je pač enostaven pregled projekta, jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo in podobno. In če pogledamo tukaj njihovo spletno stran, to mi je zelo všeč, takoj se ve, o čem se gre kriptoprojekt in tudi njihova bela knjiga oziroma white paper, moram reči, da je zelo lepo posegmentirana in pa spisana. Tako da ja, v tej prvi sekciji je pač jasnost cilja projekta zelo jasna, tudi vpliva na realno industrijo in pa jasnost bele knjige, kot vidimo tukaj, bela knjiga je zelo lepo posegmentirana in tudi zelo jasno in detaljno spisana. In smo že pri drugi sekciji, ekipa in podpora. Kakšna je ekipa v ozadju tega projekta in kakšna je možna podpora drugih investitorjev ali kdo večji stoji zadaj za tem projektom. Pa si dajmo pogledati tukaj na cryptorank.io Chainlink in gremo pod zavihek Team, kjer lahko vidimo vse člane ekipe. Zdaj, nas ponavadi najbolj zanimata co-founder in pa ta drugi co-founder CTO. Torej, ta prvi je Sergej Nazarov, pa dajmo pogledati njegov LinkedIn in pa potem, kakšne izkušnje je imel kaj v preteklosti. Torej, zdaj seveda dela Chainlink Labs. Prej je bil co-founder na Smart Contract, tam je delal celo 10 let in še predtem Secure Asset Exchange in predtem še CryptaMail. Tako da tukaj znanje, kar se tiče financ in ozadje, vse kakor je. Dajmo si pogledati še Steve Ellis, ki je tudi co-founder in pa CTO. Poglejmo si njegov LinkedIn in poglejmo njegove izkušnje, seveda co-founder in CTO Chainlink Labs in predtem tudi Smart Contract, torej sta delala skupaj tam, je bil tudi co-founder in predtem tudi co-founder Secure Asset Exchange. Predtem pa software inženir v Pivotal Labs in še predtem je bil asistent profesorja. Tako da, kolikor sem jaz bral tukaj, vsekakor znanje je v ozadju, kar se tiče ekipe, super. In potem financiranje in podpora, kdo je že vse vložil tukaj v tale projekt. Vidimo tukaj funds and backers. Imamo tukaj Hashed Fund, pa potem Framework Ventures, Outlier Ventures in Fundamental Labs. In ti podatki se prikažejo tudi, če gremo tukaj pod token Cell. Imeli so tudi ICO leta 2017, kjer so zbrali 3 milijone, predtem privatno predprodajo, kjer so zbrali 29 milijonov. Tako da tukaj vsekakor izkušnje so v ozadju, tako da za drugo sekcijo
dobijo 15 od vseh možnih 15 točk. In prej sem pozabil omeniti, za prvo sekcijo dobijo tudi 15 od 15 točk, ker tam vse štima. Torej, jasnost projekta 15 od 15 točk in ekipa in podpora 15 od 15 točk. Na to naprej imamo blockchain in žeton, ali je uporaba blockchaina upravičena in ali ima žeton dejansko uporabnost. In to smo tudi razkrili že takoj na začetku, kjer smo lahko videli, da ja, uporaba blockchaina je vsekakor upravičena in pa uporabnost žetona tudi, tako da za to tretjo sekcijo dobijo 10 od vseh možnih 10 točk. Naprej imamo napredek in cilji. Kakšen imajo napredek, imajo morda roadmap in kako ga uspešno rešujejo oziroma dosegajo. No in kar se tiče obveščanja, imajo tukaj sicer blog, kjer redno objavljajo, ampak morda sem bil malček razočaran. Vsekakor, mislim, vajeni smo pri nekaterih projektih, da prav objavijo svoje dosežke, svoje cilje in potem tudi status, koliko so že prišli daleč pri tehle ciljih. No, tega tukaj na žalost ni. Tako da za ta segment, četrti segment, napredek in cilji, dobijo tukaj 3 od vseh možnih 5 točk. In naprej peti segment imamo tehnično analizo. Zato lahko gremo tukaj nazaj na cryptorank.io in gremo pod overview, to je ta prvi zavihek. In če gremo malček dol, imamo tale graf. In potem dodamo tukaj še indikator RSI, ki je najbolj priljubljen. In tukaj lahko vidimo, da smo v zadnjem času doživeli kar padec. Prišli smo skoraj do te podpore tukaj na tam nekje $11,5. Trenutno se držimo na tam nekje $14. Smo dobili neko rast v zadnjem času, ampak bo pa treba malček paziti, kar se tiče tegale. Očitno delamo naraščajoči, razširjajoči klin, ki je medvedji vzorec. In pred kratkim smo se ravnokar odbili od njegove spodnje meje. RSI pred kratkim je bil tudi preprodan, ampak smo pa naredili eno bikovsko divergenco, tako da bomo videli zdaj v kratkem, če bomo naredili kakšen odboj. Tako da občutki, kar se tiče tega, so malček mešani. Ja, še vedno lahko dobimo en odboj in pri tem odboju bi vsekakor spremljal tole zgornjo mejo tegale našega vzorca. Kar se tiče volumna na menjalnicah, pa lahko vidimo, da imajo izredno velik volumen in na tudi precej znanih menjalnicah, tako da tukaj ni nobenih problemov. In za tehnično analizo tako dobijo 11 od vseh možnih 15 točk. Naprej imamo šesti segment. To je, kakšno skupnost ima tale kriptoprojekt in kakšna je adopcija uporabnikov. In tukaj sem prišel do kar zanimivih odkritij. No, najprej poglejmo mi njihove skupnosti. To je ponavadi, najdemo povezave čisto na dnu spletne strani in tukaj imamo povezavo na X, kjer lahko vidimo, da imajo kar 1,2 milijona sledilcev. To je ogromno. Kaj nas potem še zanima? Tukaj imamo tudi YouTube, kjer imamo 144,000 naročnikov. In potem je tukaj še Discord. Discord jih ima skorajda 110,000. In pa še Telegram, kjer vidimo, da imajo skorajda 23,000 sledilcev. Tako da to je ogromno. In kar se tiče tudi adopcije uporabnikov, jih imajo nalistane tukaj na spletni strani.
tiste, s katerimi sodelujejo, in to so kar znana imena: Lens, GMX, Time Ave, NBA, Synthetics, in pa, kot sem bral, sodelujejo oziroma partnerstva so naredili tudi z Amazon Web Services, Google Cloud in pa Meta. Tako da tukaj sodelovanje skupnosti je veliko, tudi adopcija uporabnikov je velika, tako da za ta segment dobijo 10 od vseh možnih 10 točk. In na to imamo še Certik varnostno preverjanje. Tukaj se je marsikdaj zalomilo pri marsikaterem projektu in očitno se bo tudi pri tem. Kot vidimo, tukaj nimajo opravljene Certik revizije, ampak imajo pa kar visoko oceno, 92. Tako da tukaj nažalost tudi nimamo kaj za gledati, ampak glede na oceno, glede na visoko oceno, dobijo 5 točk od vseh možnih 25. In tako, skupna ocena je 69 od 100, kar naš projekt uvršča pod povprečno, potrebnih je več raziskav. Ampak dajte mi povedati, kaj si vi mislite o tem projektu, sploh o tej oceni. Smo morda še kaj izpustili, pa bi vi morda dodali? Kar komentirajte spodaj. Vsekakor se priporočamo tudi za kakšen všeček in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naše naslednje kripto raziskave. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.